Jani Brajkovič o francoski pentlji. Topliška in kostanjeviška noč. Začenja se Fotopub. Lepo pozdravljeni. Po 3 peklenskih tednih na francoskem turu se je v Slovenijo vrnil Belokranjec Jani Brajkovič, ki je z 9. mestom izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na najmočnejši kolesarski dirki doslej. Brajkovič, sicer kolesar kazahstanske Astane, bi lahko v nekoliko drugačnih pogojih posegel še po višji končni uvrstitvi. Jaz moram biti zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Rezultat bi bil z malo sreče lahko tudi 6. mesto, ampak na vse zadnje 9. mesto tudi ni tako slabo, tako da moram biti zadovoljen. Padec, katerega posledice so vidne še danes, se mu je pripetil 2 dni pred koncem dirke. Predvsem zadnji kronometer so bile posledice, mislim, da malo prehude, da bi odpeljal res dober kronometer. Tako sem pač ostal 9, lahko bi bil, oziroma lahko bi bil 6, ampak pač letos ni bilo sreče. Pravega počitka za Belokranjca pa ne bo, saj že v sredo potuje v London, kjer bo na olimpijskih igrah zastopal barve Slovenije. Zdaj v soboto so že olimpijske igre, cestna dirka, tako da pač proga ni zame pisana, ampak imamo pa Božiča, ki mislim, da lahko odirka odlično. Sicer pa je kolesarske navdušence razveselil tudi član novomeške Adrie Mobil Marko Kump, ki je postal zmagovalec druge od 2 enodnevnih dirk, ki sta potekali na Madžarskem. Vrhunec praznika občine Dolenjske Toplice je bila Topliška noč, ki je spet postregla številnimi dogodki za vse generacije. Med drugim so se 3 župani preizkusili v kuhi golaža. Zbran denar od prodaje pa je šel v dobrodelne namene, in sicer tudi tokrat topliški osnovni šoli. Lani mi je zelo lepo ratal, torej zelo lepo mi je uspel, pa pravi, da je bila to začetniška sreča, ampak letos ga pokušam in je tudi čudovit. Imam odlične pomočnike, ki mi delajo, ki mi pomagajo in so pripravili kar take odlične surovine in tudi dobro so mi pomagali. Ne kuham ja v kući. Doma ne kuham jaz, ampak žena. In zdaj sem tukaj, z veseljem sem se odzval povabilu, da pomagam kolegom v dobrodelni humanitarni akciji. Osrednji dogodek, ki ga ni zmotil niti dež, pa je bila tradicionalna povorka. Letošnja povorka je bila spet ena izmed bolj obiskanih, oziroma zaznavamo veliko število udeležencev, namreč kar okoli 350 udeležencev se je pač sprehodilo, torej ti udeleženci, ki predstavljajo člane društev v tej letošnji povorki. V sklopu praznika je potekal tudi sejem domače in umetnostne obrti, na kateri so se predstavljali ponudniki iz domače občine, pa tudi od drugod. Predstavljamo druščino Polhorja Polh na Dolenjskem, nas je okoli 70 članov. Tukaj pa predstavljamo samo kape, polšjo mas, pa stare šlope. Imamo pa razne izdelke, tudi med z vrtnico, med z vanilijo, s cimetom, v satju med, 3 vrste medu, letos je sicer bolj slaba letina. V glavnem delam košare, razne, približno tam od 18 artiklov imam, vsake drugačne, Dogajanje ob občinskem prazniku je sicer steklo prejšnji ponedeljek, zaključili pa ga bodo konec tedna. Prireditev Kostanjeviška noč pa poteka že skoraj pol stoletja in doslej zaradi slabega vremena še ni bila odpovedana. Tokrat je obiskovalce pred dežjem varoval šotor, a spremljajoči program je bil malce okrnjen. Godbeniki iz Stične, Dobre Polja, Šentjerneja in Kostanjevice so skrbeli za uvodno vzdušje in privabili precejšnje število obiskovalcev. To je tradicija ena, ki je ne bomo kar tako z rok spustili. Pa tudi, če je malo dežjan. Pa dež še zmeri malo pomaga, da se bolj stisnemo. Lepo je, lepo vsako leto. Še se mi ne zamerilo, lepo je. Domačini se zaradi dežja zabavi niso odpovedali. Smo malo razočarani, ampak zaradi tega smo se še zmeri odločili, da gremo. Dober odziv obiskovalcev je nagrada organizatorju. To prireditev pripravljamo kar dobre 2-3 mesece. Vidite, kakšen je to dogodek v Kostanovci. To je drugi največji dogodek za nas kot etnološko društvo Preforcen House.
Kostanjeviško noč je 4. leto spremljal tudi rokodelski sejem. Pripravlja ga Zavod Otok. Veliko se jih prijavi, tako da žal nekateri moramo odkloniti, ker zaenkrat nimamo toliko kapacitet, to se pravi, nimamo še na razpolago dovolj stojnic, kar pa v bližnji prihodnosti seveda načrtujemo razširiti in tudi mestni sejem popeljati v druga mesta. Obiskovalci pa z največjim zanimanjem čakajo dogajanje na vodi. To je povorko okrašenih čolnov in zadnja leta še spust lučk v Jajčnih lupinah. Čeprav se Kostanjeviška noč odvija ob vodi in na njej zaradi skrbne organizacije še nikoli ni prišlo do nesreče, pravi Brane Čuk iz domačega društva jamarjev. Kakor je meni znano, dobro, je bil kaki prevrnjen čoven, kaj resnih poškodb ni bilo. Enkrat se mi zdi, da je bilo nekaj v vezi z ognjemetom, ena raketa nekaj zatajila in je nekam padla, tako da je bilo neka bunda, vem, da je bila užgana. To je bilo pa tudi vse, kar se spomnim jaz iz te preteklosti. In naj ostane tako tudi v prihodnje. 8. festival Teden kulture na placu, ki so ga zaključili sinoči, je v minulem tednu v metliško staromestno jedro unesel ustvarjalni nemir. V 15 delavnicah in na večernih koncertih se je namreč tam družilo in ustvarjalo zelo veliko mladih. Kaj so ustvarili oziroma česa so se naučili, so predstavili sinoči, ko so sklenili teden kreativnih delavnic ter pestrega glasbenega ter gledališkega programa. Teden kulture na placu je festival delavnic in na tem gradimo že 8. leto in mislim, da so se udeleženci kar veliko stvari naučili. Med drugim so ustvarjali mozaike, se učili prvih baletnih korakov, spoznavali sodobni ples in analogno fotografijo. V street art delavnici so se učili kreativnega razmišljanja in kolaž nastalih del predstavili občinstvu. Ta fotokopirski skenera nam je dal dosti opcij, da smo lahko potegnili te papire in naredili take prav čarovnije in zanimive stvari. Zelo uporabne tehnike pa so se naučili udeleženci delavnice tiskanja na blago. Je dosti uporabno, še posebej, če si bolj umetniške sorte, pol lahko svoje pač obleke markiraš po svoje. Je uporabno. 8. brezplačni festival na Metliškem placu je tudi letos uspel povezati vse generacije in na koncu so bili zadovoljni vsi, tudi opazovalci dogajanja. Ja, to je super, da se nekaj dogaja, tudi jaz sem svojo hčerko malo upeljal in vsi to samo podpiramo. Obisk je bil na vseh pričakovanjih, udeleženci na delavnici so tudi zdržali čez cel teden, tako da če potegnemo črto, kar odlično. Dejavni člani Kuda Plac pa že načrtujejo nov projekt, imenovan Kino pod zvezdami. Lani je bil prvo leto, tako da se je kar prijel in letos ponovno. Se pravi, vsak vikend v avgustu na veselici gledanje evropskega filma. Na Čatežu pri Trebnjem pa je ta konec tedna že 10. zapovrstjo potekal študentski vikend inteligence in cvička, krajše Švic in znova navdušil. Mladi so se zbrali iz domala vseh koncev Slovenije. Jaz menim, da Švic je fenomenalno. Tudi na ful šotoru pa ful dreves. Jaz sem pa Martin, prihajam iz Štajerske. Tudi je pa tudi vse vredi. Zaradi muske, pa zaradi pijače, družbe, zaradi švicanja. In smo na Švicu in bomo pili, kar ful tukaj ljudje ne pustijo, ampak a veš, kaj je fura tukaj? Žuranje. V dnevnem programu so prireditelji poskrbeli za številne zanimive dejavnosti, medtem ko so oder v večernem delu prevzela tako domača kot tuja znana glasbena imena. Ja, glede na to, da je bila 10. obletnica, smo obljubljali presežek, dobili smo presežek. Festival je super uspel, nobenih večjih izgredov ni bilo. Obiska ocenjujemo na več kot 10.000 obiskovalcev. Imamo presežek v šotorih, presežek v obiskovalcih. Podirali smo rekorde, tako kot smo obljubili. Švic pa še ni dosegel svojega vrhunca, obljubljajo organizatorji. Da bi popestrili počitniško dogajanje v njihovem kraju, člani športno-turističnega društva Vinica že več let pripravljajo zabavno in športno prireditev Poletje v Vinici. Tokrat pa jim je, podobno kot drugim organizatorjem prireditev ta konec tedna, ponagajalo vreme. Tako so bile načrtovane igre na Kolpi kaj hitro končane. To Poletje v Vinici je praktično prireditev, ki je na prvem mestu zabava in druženje.
8 petčlanskih ekip iz obkolpskih vasi naj bi se pomerilo v različnih zabavnih igrah, tudi v Topli Kolpi, a je tako njih kot gledalce dež pregnal že pri prvi igri. Sicer pa so v Vinici v letošnjem poletju zadovoljni s turistično sezono. Kar dobro, ob vikendih je pač zelo polni so tudi kempi in pa prav ta nova plaža tukaj pri Benetiču se je nekako uveljavila in ob vikendih tu prihaja tudi 300-400 ljudi. Minuli konec tedna sicer ni bilo kopalcev, pa tudi v obeh kampih je bilo še veliko prostora. Zelo dobro pa je bil obiskan koncert viniške skupine 2B z gosti, ki so ga poimenovali XXL Faktor. Glavni pevec skupine je namreč Viničan Gašper Mihelič, finalist televizijskega šova X Faktor. Ja, po X Faktorju v bistvu se mi odpira dejansko dosti novih vrat, pa tudi veze in dejansko lahko pridem lažje do enih ljudi, do katerih prej nisem in mislim, da bo to ena lepa popotnica za naprej, da bom lažje delal pač svojo glasbeno kariero. V njegov uspeh verjameta tudi Alma Merklin in Ana Soklič, finalistki X Faktorja, ki sta kot gosti nastopili na koncertu. On je super pevec, res svetovnega kova, res mislim. On uživa v glasbi in on v bistvu izraža sebe v glasbi, v petju in to se tudi vidi, no. Tega ni vsak sposoben. Po mnenju občinstva je bil koncert skupine 2B odlična napoved letošnjega 5. Schengenfesta. S pripravami nam bodo namreč začeli že v prihodnjih dneh. Danes se v dolenjski prestolnici začenja festival dokumentarne fotografije Fotopub. V ustaljeni tradiciji bodo tako potekale delavnice in odprtja fotografskih razstav. Začetki Fotopuba sicer segajo v leto 2001, od takrat pa neprekinjeno v Novem mestu zaživi konec julija. Letos je Fotopub del Evropske prestolnice kulture v Mariboru in tema tega leta bo Evrovizija. Imamo veliko razstav v Evropi, prihaja veliko ljudi, različne delavnice in udeleženci in to bo odlična 12. izdaja Fotopuba. Kot vedno bodo sodelovala nekatera izredno priznana fotografska imena. Imamo človeka, ki prihaja iz Sicilije, Alfredo D'Amato, ki je zelo dober mentor in fotograf iz Italije. Ana Stevens, ki bo vodila multimedijsko delavnico, tudi zelo veliko imen, Piotr Malecki iz Poljske in še veliko priznanih slovenskih imen. Po 5 letih bo to sicer zadnjič, da bo umetniški vodja festivala Nizozemec Chris de Boot, ki pravi, da ima zaradi tega mešane občutke, vendar je nastopil čas, da njegovo vlogo prevzame kdo drug. Danes pa sicer mineva 80 let od rojstva legende slovenske narodno-zabavne glasbe Lojzeta Slaka, ki se je rodil v Jordankalu pri Mirni Peči. Na Trški gori so se v cerkvi Marijinega rojstva nanj spomnili s spominsko mašo in priložnostnim koncertom Fantov s Praprotna. Le kdo ne pozna zdaj že zimzelenih melodij v Dolini Tihi ali pa Čebelar. Delček njegove bogate zapuščine je bilo moč slišati tudi na Trški gori. Spominsko mašo in priložnostni koncert sta v sodelovanju s Slakovo ženo Ivanko pripravila njegova mala bratranca, Jožef Doblehar in Janez Kramar. Njegova glasbena zapuščina je neprecenljiva, se strinjajo mnogi. To, da je iz našega praktičnega gnezda, sorodstvenega, ponesel v svet to, kar ni noben, tudi ne vem kakšen znanstvenik, ne, tudi v smislu prej Jugoslavije Nikola Tesla, elektriko in ne vem kaj še vse. Ni naključje, da je bila spominska slovesnost prav na Trški gori. Omenjati Lojzeta Slaka pa ne, omeniti Trške gore pravzaprav se niti ne spodobi. Zato, ker je pot Lojzeta Slaka, tako kot smo danes nekajkrat slišali, od mladega muzikanta, ki je vzel očetu harmonike, pa do kralja cvička vodila velikokrat tudi preko Trške gore. Prav je, da so se spomnili, da smo se lahko za Lojzetovo okroglo obletnico 80. rojstni dan lahko vsaj takole pri maši obdolžili. Upam, da je slišal in bil vesel tam zgoraj nekje. Cerkev na Trški gori so ljudje napolnili do zadnjega kotička in tako dokazali, da spomin na Lojzeta Slaka ne bo tako zlahka zbledel.
Prve novice v tem tednu so končane. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogostejše bodo popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Burja bo ponehala. V četrtek bo že več sončnega vremena, vendar bodo popoldne še krajevne plohe ali nevihte.